Vas Rzelj leži v zavetju Vipavskih gričev, do tja vodi več poti. Prva iz Ajdovščine čez planino, druga z ceste, ki vodi iz Vipave proti Štanjelu in tretja iz doline Branice skozi kraj Gabrje. Po drugi svetovni vojni je tu živelo več kot 300 prebivalcev, danes jih je okrog 70. Po hribčkih raztreseno vasico sestavlja 5 zaselkov. Vas se začne v Volkih. Nad zaselkom je gradišče, bližnji hrib pa se imenuje Obelunc. Ime naj bi bilo keltskega izvora, namig torej, da so tu bile že prastare naselbine. Ime enega večjih zaselkov, Lenivec, je zapisano že v Senožeškem urbarju iz leta 1460. Z Lenivca se med vinogradi in skozi gosto spnemo na hrib Svetega Petra, kjer je nekoč stala cerkev, danes pa je tam znamenje z zvončkom za srečo. Tabor je eden od obzidanih vrhov, ki obrobljajo Vipavsko dolino in so nastali v času turških pustošenj. Sicer pa se zaselek omenja že v 12. stoletju. S Tabora imamo prelep razgled na Vipavsko dolino in Kras, po dežju se v daljavi celo vidi morje. Zaselka Miški in Mesesneli se razprostirata v zavetnem vzhodnem delu pod hribom. Imenujeta se po priimkih prebivalcev, ki so se tja najprej naselili. Značilnost Rzelja je voda. Vaščani so jo ob deževju spretno ulovili v domače štirne in 3 kale za napajanje živine, ki pa jih danes žal ni več. Hladno pitno vodo so zajemali v številnih izvirkih, nekateri so tudi obzidani, nekaj je obnovljenih. Še danes velja voda iz izvirkov za zdravilno. Domačini so se zato odločili urediti krajšo pohodno pot, ki nas popelje med rzeljskimi zaselki in studenci, skozi vinograde in mimo cerkva, znamen in spomenikov. Lahko pa se podamo tudi nekoliko dlje v bližnjo okolico. Pot bo obiskovalcem kazal kačji pastir. Vsaj 30 različnih jih najdemo na Rzelju in njegovi okolici. Najpomembnejši veliki studenčar je največji kačji pastir v Evropi. Rad ima naravne, senčnate gozdne potoke. Tu najdemo tudi hribskega urha, pa navadnega močerada, vrste, ki marsikje izginjajo. Na Rzelju pa ne, ker je tu voda dovolj. Prebivalci Lenivca in Tabora so nekoč za pitje in kuhanje uporabljali vodo iz vira pod Pajšto. Studenec je dobil ime po Pajšti, kamnitemu boku, ki varuje studenčnico in jo ohranja čisto. Blizu zadnjih hiš pa v gozdu najdemo obnovljen studenec obzidan s kamnom. Pod studencem je izvir Zlata voda, ki se izliva v Slapenski potok. V Volkih najdemo več izvirov. Prva izvirna štirna je že pri prvi domačiji. Drugi je ograjen Ušcev studenc, ki se nahaja le 100 metrov proč. Najpomembnejši je izvir Mekuš, saj je iz njega izpeljan vodovod. Nekateri izviri so danes namenjeni kmetijstvu, pa čeprav je voda tudi užitna. Takšen je na primer izvir pri Cekeli. Nekoč so si lasten vodnjak lahko privoščili le redki, predvsem graščaki in veliki kmetje. Večina prebivalcev je uporabljala skupni vaški vodnjak, ki so ga postavili sredi naselja ali ob samem izviru. V Rzelju in okolici pa ne najdemo le številnih, kot pripovedujejo zgodbe zdravilnih hladnih studencev. Vas se lahko pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. Staro šolo so Rzeljci zgradili leta 1900, delovala je do leta 1959. Stavbo, ki danes služi krajevni skupnosti in lovski družini, so obnovili v letu 1997. Krut pečat je v kraju pustila druga svetovna vojna. Na Rzelju je delovala partizanska tehnika Javornik, tu sta bili krojaška in čevljarska partizanska delavnica. Do požiga 15. septembra 1944 je delovala najprej v vasi in kasneje v bajti med vinogradi partizanska bolnica Vera.
Zaradi sodelovanja s partizani so 8. marca 1943 Italijani pregnali vse prebivalce vasi, domove pa izropali. Dlje v zgodovino nas popelje Tabor. Prvotno je na Arzelskem taboru, ki leži na pomembni strateški točki, stal grad svetega Mihaela, prvič omenjen leta 1351. Bil je v lasti ogrejskega patriarha in v fevdu plemičev Edlingov. Sredi 15. stoletja so na mestu nekdanjega gradu najprej postavili cerkev, nato pa so zaradi turške nevarnosti ostanke grajskega obzidja preoblikovali v Tabor. Sedaj je ohranjena le še cerkev in skromni ostanki obzidja. Kamniti material vhodnega obrambnega stolpa, ki so ga porušili šele nekaj let po drugi svetovni vojni, so uporabili za gradnjo okoliških hiš. Podružnična cerkev svetega nadangela Mihaela na Taboru nad Arzeljem stoji znotraj delno ohranjenega protiturškega tabora. Prvič se posredno omenja že leta 1275. Sedanja cerkev je bila pozidana sredi 15. stoletja in sredi 18. stoletja obnovljena. Nad vhodom skozi zvonik je vzidan relief svetega Mihaela iz druge polovice 15. stoletja. Cerkvena oprema je večinoma baročna. Obdajajo obzidje nekdanjega pokopališča. V letih 1828 in 1929 so začeli uporabljati današnje pokopališče, eno redkih, kjer je mogoče na spomenikih najti letnice iz 19. stoletja. Oblikovano je kot kvadrat s poudarjeno centralno osjo, s pilastrskim vhodom, kovanimi vrati in kamnitim pilom s križanjem. Podružnična cerkev svetega Lovrenca na Taboru nad Arzeljem stoji znotraj obzidja nekdanjega protiturškega tabora. Zgrajena je bila konec 15. stoletja. Iz tega obdobja sta se ohranila prezbiterij z mrežastim obokom in portal na fasadi. Na poti po Arzelju in okolici najdemo tudi številna znamenja. Eno takšnih iz svetlega apnenca izklesano slopno znamenje na hribu iz leta 1895 s plitkim reliefom Matere Božje z detetom in besedilom iz svetega pisma. Po ljudskem izročilu so se pri znamenju na hribu radi ustavljali romarji, ko so hodili k baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveti gori pri Gorici. Na popotniku stoji 270 cm visoko znamenje izklesano iz belega apnenca, njegova posebnost pa so številni slovenski napisi. Potem nima primere na Primorskem. Na Arzelju so doma tudi dobri vinarji, zato vas pelje Vipavska vinska cesta. Tesna prepletenost načina življenja s trto in vinom se odraža tudi v stavbarstvu in je najbolj prepoznavna po obokanih vinskih kleteh. Nanaša pa se tudi na vinogradniška zavetišča, tako imenovane gruntne bajte. Zavetišča so ponavadi vkopali v breg, ponekod tudi v živo skalo. Gradili so jih iz na suho zloženega kamenja. Pot med zaselki in studenci obiskovalca vodi med številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi. Če boste na poti dovolj pozorni, boste izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega, srečali boste marsikatero živalico, ki je že dolgo ali nikoli niste. Predvsem pa boste spoznali prijetne domačine, ponosne na dediščino, ki jo radi pokažejo.
Vas Rzelj leži v zavetju Vipavskih gričev, do tja vodi več poti. Prva iz Ajdovščine čez Planino, druga s ceste, ki vodi iz Vipave proti Štanjelu, in tretja iz doline Branice skozi kraj Gabrje. Po drugi svetovni vojni je tu živelo več kot 300 prebivalcev, danes jih je okrog 70. Po hribčkih raztreseno vasico sestavlja 5 zaselkov. Vas se začne v Volkih. Nad zaselkom je gradišče, bližnjih hrib pa se imenuje Obelunc. Ime naj bi bilo keltskega izvora, namig torej, da so tu bile že prastare naselbine. Ime enega večjih zaselkov, Lenivec, je zapisano že v Senožeškem urbarju iz leta 1460. Z Lenivca se med vinogradi in skozi gozd vzpnemo na hrib svetega Petra, kjer je nekoč stala cerkev, danes pa je tam znamenje z zvončkom za srečo. Tabor je eden od obzidanih vrhov, ki obrobljajo Vipavsko dolino in so nastali v času turških pustošenj. Sicer pa se zaselek omenja že v 12. stoletju. S Tabora imamo prelep razgled na Vipavsko dolino in Kras, po dežju se v daljavi celo vidi morje. Zaselka Miški in Mesesneli se razprostirata v zavetnem vzhodnem delu pod hribom. Imenujeta se po priimkih prebivalcev, ki so se tja najprej naselili. Značilnost Rzelja je voda. Vaščani so jo ob deževju spretno ulovili v domače štirne in 3 kale za napajanje živine, ki pa jih danes žal ni več. Hladno pitno vodo so zajemali v številnih izvirkih, nekateri so tudi obzidani, nekaj je obnovljenih. Še danes velja voda iz izvirkov za zdravilno. Domačini so se zato odločili urediti krajšo pohodno pot, ki nas popelje med rzeljskimi zaselki in Studenci, skozi vinograde in mimo cerkva, znamen in spomenikov. Lahko pa se podamo tudi nekoliko dlje v bližnjo okolico. Pot bo obiskovalcem kazal kačji pastir. Vsaj 30 različnih jih najdemo na Rzelju in njegovi okolici. Najpomembnejši veliki studenčar je največji kačji pastir v Evropi. Rad ima naravne senčnate gozdne potoke. Tu najdemo tudi hribskega urha, pa navadnega močerada, vrste, ki marsikje izginjajo. Na Rzelju pa ne, ker je tu voda dovolj. Prebivalci Lenivca in Tabora so nekoč za pitje in kuhanje uporabljali vodo iz vira pod Pajšto. Studenec je dobil ime po Pajšti, kamnitemu boku, ki varuje studenčnico in jo ohranja čisto. Blizu zadnjih hišt pa v gozdu najdemo obnovljen studenec obzidan s kamnom. Pod Studencem je izvir Zlata voda, ki se izliva v Slapenski potok. V Volkih najdemo več izvirov. Prva izvirna štirna je že pri prvi domačiji. Drugi je ograjen Ušcev Studenc, ki se nahaja le 100 metrov proč. Najpomembnejši je izvir Mekuš, saj je iz njega izpeljan vodovod. Nekateri izviri so danes namenjeni kmetijstvu, pa čeprav je voda tudi užitna. Takšen je na primer izvir pri Cekeli. Nekoč so si lasten vodnjak lahko privoščili le redki, predvsem graščaki in veliki kmetje. Večina prebivalcev je uporabljala skupni vaški vodnjak, ki so ga postavili sredi naselja ali ob samem izviru. V Rzelju in okolici pa ne najdemo le številnih, kot pripovedujejo zgodbe zdravilnih hladnih Studencev. Vas se lahko pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. Staro šolo so Rzeljci zgradili leta 1900, delovala je do leta 1959. Stavbo, ki danes služi krajevni skupnosti in lovski družini, so obnovili v letu 1997. Krut pečat je v kraju pustila druga svetovna vojna. Na Rzelju je delovala partizanska tehnika Javornik, tu sta bili krojaška in čevljarska partizanska delavnica. Do požiga 15. septembra 1944 je delovala najprej v vasi in kasneje v bajti med vinogradi partizanska bolnica Vera.
Zaradi sodelovanja s partizani so 8. marca 1943 Italijani pregnali vse prebivalce vasi, domove pa izropali. Dlje v zgodovino nas popelje Tabor. Prvotno je na Arzelskem taboru, ki leži na pomembni strateški točki, stal grad Svetega Mihaela, prvič omenjen leta 1351. Bil je v lasti ogrejskega patriarha in v fevdu plemičev Edlingov. Sredi 15. stoletja so na mestu nekdanjega gradu najprej postavili cerkev, nato pa so zaradi turške nevarnosti ostanke grajskega obzidja preoblikovali v Tabor. Sedaj je ohranjena le še cerkev in skromni ostanki obzidja. Kamniti material vhodnega obrambnega stolpa, ki so ga porušili šele nekaj let po drugi svetovni vojni, so uporabili za gradnjo okoliških hiš. Podružnična cerkev svetega nadangela Mihaela na Taboru nad Arzeljem stoji znotraj delno ohranjenega protiturškega tabora. Prvič se posredno omenja že leta 1275. Sedanja cerkev je bila pozidana sredi 15. stoletja in sredi 18. stoletja obnovljena. Nad vhodom skozi zvonik je vzidan relief svetega Mihaela iz druge polovice 15. stoletja. Cerkvena oprema je večinoma baročna. Obdajajo obzidje nekdanjega pokopališča. V letih 1828 in 1929 so začeli uporabljati današnje pokopališče, eno redkih, kjer je mogoče na spomenikih najti letnice iz 19. stoletja. Oblikovano je kot kvadrat s poudarjeno centralno osjo, s pilastrskim vhodom, kovanimi vrati in kamnitim pilom s križanim. Podružnična cerkev svetega Lovrenca na Taboru nad Arzeljem stoji znotraj obzidja nekdanjega protiturškega tabora. Zgrajena je bila konec 15. stoletja. Iz tega obdobja sta se ohranila prezbiterij z mrežastim obokom in portal na fasadi. Na poti po Arzelju in okolici najdemo tudi številna znamenja. Eno takšnih iz svetlega apnenca izklesano slopno znamenje na hribu iz leta 1895 s plitkim reliefom Matere Božje z detetom in besedilom iz svetega pisma. Po ljudskem izročilu so se pri znamenju na hribu radi ustavljali romarji, ko so hodili k baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveti gori pri Gorici. Na popotniku stoji 270 cm visoko znamenje izklesano iz belega apnenca, njegova posebnost pa so številni slovenski napisi. Potem nima primere na Primorskem. Na Arzelju so doma tudi dobri vinarji, zato v vas pelje Vipavska vinska cesta. Tesna prepletenost načina življenja s trto in vinom se odraža tudi v stavbarstvu in je najbolj prepoznavna po obokanih vinskih kleteh. Nanaša pa se tudi na vinogradniška zavetišča, tako imenovane gruntne bajte. Zavetišča so ponavadi vkopali v breg, ponekod tudi v živo skalo. Gradili so jih iz na suho zloženega kamenja. Pot med zaselki in studenti obiskovalca vodi med številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi. Če boste na poti dovolj pozorni, boste izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega, srečali boste marsikatero živalico, ki je že dolgo ali nikoli niste. Predvsem pa boste spoznali prijetne domačine, ponosne na dediščino, ki jo radi pokažejo.
Vas Rzelj leži v zavetju Vipavskih gričev, do tja vodi več poti. Prva iz Ajdovščine čez planino, druga s ceste, ki vodi iz Vipave proti Štanjelu in tretja iz doline Branice skozi kraj Gabrje. Po drugi svetovni vojni je tu živelo več kot 300 prebivalcev, danes jih je okrog 70. Po hribčkih raztreseno vasico sestavlja 5 zaselkov. Vas se začne v Volkih. Nad zaselkom je gradišče, bližnji hrib pa se imenuje Obelunc. Ime naj bi bilo keltskega izvora, namig torej, da so tu bile že prastare naselbine. Ime enega večjih zaselkov, Lenivec, je zapisano že v Senožeškem urbarju iz leta 1460. Z Lenivca se med vinogradi in skozi gosto spnemo na hrib svetega Petra, kjer je nekoč stala cerkev, danes pa je tam znamenje z zvončkom za srečo. Tabor je eden od obzidanih vrhov, ki obrobljajo Vipavsko dolino in so nastali v času turških pustošenj. Sicer pa se zaselek omenja že v 12. stoletju. S Tabora imamo prelep razgled na Vipavsko dolino in Kras, po dežju se v daljavi celo vidi morje. Zaselka Miški in Mesesneli se razprostirata v zavetnem vzhodnem delu pod hribom. Imenujeta se po priimkih prebivalcev, ki so se tja najprej naselili. Značilnost Rzelja je voda. Vaščani so jo ob deževju spretno ulovili v domače štirne in 3 kale za napajanje živine, ki pa jih danes žal ni več. Hladno pitno vodo so zajemali v številnih izvirkih, nekateri so tudi obzidani, nekaj je obnovljenih. Še danes velja voda iz izvirkov za zdravilno. Domačini so se zato odločili urediti krajšo pohodno pot, ki nas popelje med rzeljskimi zaselki in studenci, skozi vinograde in mimo cerkva, znamen in spomenikov. Lahko pa se podamo tudi nekoliko dlje v bližnjo okolico. Pot bo obiskovalcem kazal kačji pastir. Vsaj 30 različnih jih najdemo na Rzelju in njegovi okolici. Najpomembnejši veliki studenčar je največji kačji pastir v Evropi. Rad ima naravne, senčnate gozdne potoke. Tu najdemo tudi hribskega urha, pa navadnega močerada, vrste, ki marsikje izginjajo, na Rzelju pa ne, ker je tu voda dovolj. Prebivalci Lenivca in Tabora so nekoč za pitje in kuhanje uporabljali vodo iz vira pod Pajšto. Studenec je dobil ime po Pajšti, kamnitemu boku, ki varuje studenčnico in jo ohranja čisto. Blizu zadnjih hiš pa v gozdu najdemo obnovljen studenec obzidan s kamnom. Pod studencem je izvir Zlata voda, ki se izliva v Slapenski potok. V Volkih najdemo več izvirov. Prva izvirna štirna je že pri prvi domačiji. Drugi je ograjen Ušcev studenc, ki se nahaja le 100 metrov proč. Najpomembnejši je izvir Mekuš, saj je iz njega izpeljan vodovod. Nekateri izviri so danes namenjeni kmetijstvu, pa čeprav je voda tudi užitna. Takšen je na primer izvir pri Cekeli. Nekoč so si lasten vodnjak lahko privoščili le redki, predvsem graščaki in veliki kmetje. Večina prebivalcev je uporabljala skupni vaški vodnjak, ki so ga postavili sredi naselja ali ob samem izviru. V Rzelju in okolici pa ne najdemo le številnih, kot pripovedujejo zgodbe zdravilnih hladnih studencev. Vas se lahko pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. Staro šolo so Rzeljci zgradili leta 1900, delovala je do leta 1959. Stavbo, ki danes služi krajevni skupnosti in lovski družini, so obnovili v letu 1997. Krut pečat je v kraju pustila druga svetovna vojna. Na Rzelju je delovala partizanska tehnika Javornik, tu sta bili krojaška in čevljarska partizanska delavnica. Do požiga 15. septembra 1944 je delovala najprej v vasi in kasneje v bajti med vinogradi partizanska bolnica Vera.
Zaradi sodelovanja s partizani so 8. marca 1943 Italijani pregnali vse prebivalce vasi, domove pa izropali. Dlje v zgodovino nas popelje tabor. Prvotno je na Arzelskem taboru, ki leži na pomembni strateški točki, stal grad svetega Mihaela, prvič omenjen leta 1351. Bil je v lasti ogrejskega patriarha in v fevdu plemičev Edlingov. Sredi 15. stoletja so na mestu nekdanjega gradu najprej postavili cerkev, nato pa so zaradi turške nevarnosti ostanke grajskega obzidja preoblikovali v tabor. Sedaj je ohranjena le še cerkev in skromni ostanki obzidja. Kamniti material vhodnega obrambnega stolpa, ki so ga porušili šele nekaj let po drugi svetovni vojni, so uporabili za gradnjo okoliških hiš. Podružnična cerkev svetega nadangela Mihaela na taboru nad Arzeljem stoji znotraj delno ohranjenega protiturškega tabora. Prvič se posredno omenja že leta 1275. Sedanja cerkev je bila pozidana sredi 15. stoletja in sredi 18. stoletja obnovljena. Nad vhodom skozi zvonik je vzidan reljef svetega Mihaela iz druge polovice 15. stoletja. Cerkvena oprema je večinoma baročna. Obdajajo obzidje nekdanjega pokopališča. V letih 1828 in 1929 so začeli uporabljati današnje pokopališče, eno redkih, kjer je mogoče na spomenikih najti letnice iz 19. stoletja. Oblikovano je kot kvadrat s poudarjeno centralno osjo, s pilastrskim vhodom, kovanimi vrati in kamnitim pilom s križanjem. Podružnična cerkev svetega Lovrenca na taboru nad Arzeljem stoji znotraj obzidja nekdanjega protiturškega tabora. Zgrajena je bila konec 15. stoletja. Iz tega obdobja sta se ohranila prezbiterij z mrežastim obokom in portal na fasadi. Na poti po Arzelju in okolici najdemo tudi številna znamenja. Eno takšnih iz svetlega apnenca izklesano slopno znamenje na hribu iz leta 1895 s plitkim reljefom Matere Božje z detetom in besedilom iz svetega pisma. Po ljudskem izročilu so se pri znamenju na hribu radi ustavljali romarji, ko so hodili k baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveti gori pri Gorici. Na popotniku stoji 270 cm visoko znamenje izklesano iz belega apnenca, njegova posebnost pa so številni slovenski napisi. Potem nima primere na Primorskem. Na Arzelju so doma tudi dobri vinarji, zato v vas pelje Vipavska vinska cesta. Tesna prepletenost načina življenja s trto in vinom se odraža tudi v stavbarstvu in je najbolj prepoznavna po obokanih vinskih kleteh. Nanaša pa se tudi na vinogradniška zavetišča, tako imenovane gruntne bajte. Zavetišča so ponavadi vkopali v breg, ponekod tudi v živo skalo. Gradili so jih iz na suho zloženega kamenja. Pot med zaselki in studenci obiskovalca vodi med številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi. Če boste na poti dovolj pozorni, boste izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega, srečali boste marsikatero živalico, ki je že dolgo ali nikoli niste. Predvsem pa boste spoznali prijetne domačine, ponosne na dediščino, ki jo radi pokažejo.
Vas Rzelj leži v zavetju Vipavskih gričev, do tja vodi več poti. Prva iz Ajdovščine čez planino, druga z ceste, ki vodi iz Vipave proti Štanjelu, in tretja iz doline Branice skozi kraj Gabrje. Po drugi svetovni vojni je tu živelo več kot 300 prebivalcev, danes jih je okrog 70. Po hribčkih raztreseno vasico sestavlja 5 zaselkov. Vas se začne v Volkih. Nad zaselkom je gradišče, bližnji hrib pa se imenuje Obelunc. Ime naj bi bilo keltskega izvora, namig torej, da so tu bile že prastare naselbine. Ime enega večjih zaselkov, Lenivec, je zapisano že v senožeškem urbarju iz leta 1460. Z Lenivca se med vinogradi in skozi gozd vzpnemo na hrib Svetega Petra, kjer je nekoč stala cerkev, danes pa je tam znamenje z zvončkom za srečo. Tabor je eden od obzidanih vrhov, ki obrobljajo Vipavsko dolino in so nastali v času turških pustošenj. Sicer pa se zaselek omenja že v 12. stoletju. S Tabora imamo prelep razgled na Vipavsko dolino in Kras, po dežju se v daljavi celo vidi morje. Zaselka Miški in Mesesneli se razprostirata v zavetnem vzhodnem delu pod hribom. Imenujeta se po priimkih prebivalcev, ki so se tja najprej naselili. Značilnost Rzelja je voda. Vaščani so jo ob deževju spretno ulovili v domače štirne in 3 kale za napajanje živine, ki pa jih danes žal ni več. Hladno pitno vodo so zajemali v številnih izvirkih, nekateri so tudi obzidani, nekaj je obnovljenih. Še danes velja voda iz izvirkov za zdravilno. Domačini so se zato odločili urediti krajšo pohodno pot, ki nas popelje med rzeljskimi zaselki in studenci, skozi vinograde in mimo cerkva, znamen in spomenikov. Lahko pa se podamo tudi nekoliko dlje v bližnjo okolico. Pot bo obiskovalcem kazal kačji pastir. Vsaj 30 različnih jih najdemo na Rzelju in njegovi okolici. Najpomembnejši veliki studenčar je največji kačji pastir v Evropi. Rad ima naravne, senčnate gozdne potoke. Tu najdemo tudi hribskega urha, pa navadnega močerada, vrste, ki marsikje izginjajo. Na Rzelju pa ne, ker je tu voda dovolj. Prebivalci Lenivca in Tabora so nekoč za pitje in kuhanje uporabljali vodo iz vira pod Pajšto. Studenec je dobil ime po Pajšti, kamnitemu boku, ki varuje studenčnico in jo ohranja čisto. Blizu zadnjih hišt pa v gozdu najdemo obnovljen studenec obzidan s kamnom. Pod studencem je izvir Zlata voda, ki se izliva v Slapenski potok. V Volkih najdemo več izvirov. Prva izvirna štirna je že pri prvi domačiji. Drugi je ograjen Ušcev studenc, ki se nahaja le 100 metrov proč. Najpomembnejši je izvir Mekuš, saj je iz njega izpeljan vodovod. Nekateri izviri so danes namenjeni kmetijstvu, pa čeprav je voda tudi užitna. Takšen je na primer izvir pri Cekeli. Nekoč so si lasten vodnjak lahko privoščili le redki, predvsem graščaki in veliki kmetje. Večina prebivalcev je uporabljala skupni vaški vodnjak, ki so ga postavili sredi naselja ali ob samem izviru. V Rzelju in okolici pa ne najdemo le številnih, kot pripovedujejo zgodbe zdravilnih hladnih studencev. Vas se lahko pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. Staro šolo so Rzeljci zgradili leta 1900, delovala je do leta 1959. Stavbo, ki danes služi krajevni skupnosti in lovski družini, so obnovili v letu 1997. Krut pečat je v kraju pustila druga svetovna vojna. Na Rzelju je delovala partizanska tehnika Javornik, tu sta bili krojaška in čevljarska partizanska delavnica. Do požiga 15. septembra 1944 je delovala najprej v vasi in kasneje v bajti med vinogradi partizanska bolnica Vera.
Zaradi sodelovanja s partizani so 8. marca 1943 Italijani pregnali vse prebivalce vasi, domove pa izropali. Dlje v zgodovino nas popelje tabor. Prvotno je na Arzelskem taboru, ki leži na pomembni strateški točki, stal grad Svetega Mihaela, prvič omenjen leta 1351. Bil je v lasti ogrejskega patriarha in v fevdu plemičev Edlingov. Sredi 15. stoletja so na mestu nekdanjega gradu najprej postavili cerkev, nato pa so zaradi turške nevarnosti ostanke grajskega obzidja preoblikovali v tabor. Sedaj je ohranjena le še cerkev in skromni ostanki obzidja. Kamniti material vhodnega obrambnega stolpa, ki so ga porušili šele nekaj let po drugi svetovni vojni, so uporabili za gradnjo okoliških hiš. Podružnična cerkev svetega nadangela Mihaela na taboru nad Arzeljem stoji znotraj delno ohranjenega protiturškega tabora. Prvič se posredno omenja že leta 1275. Sedanja cerkev je bila pozidana sredi 15. stoletja in sredi 18. stoletja obnovljena. Nad vhodom skozi zvonik je vzidan relief svetega Mihaela iz druge polovice 15. stoletja. Cerkvena oprema je večinoma baročna. Obdajajo obzidje nekdanjega pokopališča. V letih 1828 in 1929 so začeli uporabljati današnje pokopališče, eno redkih, kjer je mogoče na spomenikih najti letnice iz 19. stoletja. Oblikovano je kot kvadrat s poudarjeno centralno osjo, s pilastrskim vhodom, kovanimi vrati in kamnitim pilom s križanjem. Podružnična cerkev svetega Lovrenca na taboru nad Arzeljem stoji znotraj obzidja nekdanjega protiturškega tabora. Zgrajena je bila konec 15. stoletja. Iz tega obdobja sta se ohranila prezbiterij z mrežastim obokom in portal na fasadi. Na poti po Arzelju in okolici najdemo tudi številna znamenja. Eno takšnih iz svetlega apnenca izklesano slopno znamenje na hribu iz leta 1895 s plitkim reliefom Matere Božje z detetom in besedilom iz svetega pisma. Po ljudskem izročilu so se pri znamenju na hribu radi ustavljali romarji, ko so hodili k baziliki Marijinega vnebovzetja na Sveti gori pri Gorici. Na popotniku stoji 270 cm visoko znamenje izklesano iz belega apnenca, njegova posebnost pa so številni slovenski napisi. Potem nima primere na Primorskem. Na Arzelju so doma tudi dobri vinarji, zato v vas pelje Vipavska vinska cesta. Tesna prepletenost načina življenja s trto in vinom se odraža tudi v stavbarstvu in je najbolj prepoznavna po obokanih vinskih kleteh. Nanaša pa se tudi na vinogradniška zavetišča, tako imenovane gruntne bajte. Zavetišča so ponavadi vkopali v breg, ponekod tudi v živo skalo. Gradili so jih iz na suho zloženega kamenja. Pot med zaselki in studenci obiskovalca vodi med številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi. Če boste na poti dovolj pozorni, boste izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega, srečali boste marsikatero živalico, ki je že dolgo ali nikoli niste. Predvsem pa boste spoznali prijetne domačine, ponosne na dediščino, ki jo radi pokažejo.